Puntarji so tudi na drugi domači tekmi zabeležili zmago, čeprav težje od pričakovanj. Po visoki zmagi v Ajdovščini so se tokrat pošteno namučili s trdoživimi Nažarčani. Za zmago 4:3 je v predzadnji minuti poskrbel Melink. 2 zadetka je dosegel še Tilen Štendler, uvodnega pa Borut Ručna. Poglejmo najzanimivejše utrinke tekme in prisluhnimo izjavam. Danes težko izbojevana zmaga, pa vendar lahko rečemo zaslužena. Ja, tako bomo rekli, zmagi sem gledal za obe, samo če pa začnemo malo analizirati samo tekmo, mislim, da so Nazarje pokazali, da niso kar neka X ekipa, bi rekel, tudi oni igrajo futsal, bi rekel, modern, hitro, znajo žogo zadržati, so tehnično dobro podkovani, močni igralci. In videli smo, ker smo se malo opustili, so nam takoj znali dati gol ali pa so znali biti nevarni iz proti napadov. Ne vem, mogoče na začetku smo malo preveč zaspano, bi rekel, ali ne vem, nismo bili ta pravi in potem, ko smo pa hoteli dati tisti maksimum od sebe, nam pa nekako ni zlaufalo in na koncu z malo sreče smo tudi pripeljali tekmo v našo korist, čeprav tudi točka ne bi bila nezaslužena za njih, bi rekel. Je bilo danes še tudi kaj pritiska, glede na to, da so vsi pričakovali vašo zmago? Sigurno, da je bil nek pritisk. Zavedali smo se, da to zadnje tekme, ki igramo s temi nasprotniki, da tu so naše priložnosti, težko iščemo zmago proti Litiji, bi rekel, ampak to so take tekme, ki jih moramo mi dobivati, tu moramo mi točke nabirati. In sigurno, da je bil nek pritisk, ampak vseeno tu ni nek izgovor za našo mogoče slabšo igro. Moramo pač biti zbrani celo tekmo, nobenega se ne da premagati z 80% moči, vse je treba biti 100%. V obrambi je najbrž manjkal Igor Kragl, danes ste si zadetke praktično dosegali sami. Sigurno, da nam je manjkal Igor, vemo, kakšen igralec je sploh od zadaj, koliko nam pomeni. Sigurno, da nam vsak igralec, ki nam manjka, se nam kar zelo pozna, ampak tistega, ki ga ni, brez tistega se more in na srečo smo z malo sreče pripeljali do konca in mi moramo samo tako naprej. Konec koncev, kakor sem rekel na začetku, važno, da je zmaga in da so 3 točke in to moramo stremeti za naprej. Ilija, danes ste se v Tolminu izkazali kot izredno čvrsta, borbena ekipa, na koncu vam je malce zmanjkalo. Ko ste sami videli, tekma je potekala zelo fair, sodniki so tudi piskali, se vidi, da smo mali klub, da ne moramo nekaj narediti. Tekma, mi smo od Puntarjev so pričakovali, da ne dobimo 5, 6, 7 golov, prišli smo bez metulja, ko nam bolj pomembni za kikse, pred Ortera prvega golmana, tu smo prišli. Škoda, Banavšek nam je karton, zdaj drugi dobil, nam veliko pomeni za tekmo s kikse. Borili smo se, srce in dušo smo pustili na igrišče, rezultat je pa prišel tako. Jaz mislim, da ste realno piko zaslužili. Danes ste taktično zelo dobro odigrali, fante ste pomaknili v obrambo, agresivno igro ste dosti onemogočali prodore in strele Puntarjem. Vse tekme takega, tudi proti Litiji, proti Kobaridu, vse tekme agresivno obrambo igramo. To je danes moderni futsal, če nemaš kvalitete igralce, obrambo moraš igrati. Iz obrambe, danes smo imeli 3-4 krat smo šli celo sami na golman, nismo zabili. To se vidi, da je Mohorič golman, vse je branil, to se ne moreš pa nič pomagati. Kaj? Jaz mislim, da smo se zaslužili piko. Čestitam Puntarju na zmagu,
dobro delajo, mlade pube imajo, bo spet v vrhu slovenskega futbola za 2-3 leta, sigurno. Najboljše delajo in pa najboljšo mladino imajo. Jani, danes si streljal, asistiral na koncu, odločilna podaja za Benjaminov zadetek za 4-3. Ja, tekma je bila napeta, ekipa Nazarje se je pokazala v dobri luči in pač, kaj ne rečem, imeli smo velike probleme, nismo bili 100 v tekmi in takoj pride to. Pač na koncu smo malo sreče in zabili ta odločilni gol na 4-3. Goste so se najbrž taktično dobro postavili, z nizko obrambo so prežali na protinapade, vi pa ste poskušali to prebiti. Seveda, pač oni so prišli v Tolmin sigurno po točke in enostavno so ekipa, ki mislim, da bojo obstali v ligi. Kapetan, kako ste zadovoljen z igro? Lahko rečem, na koncu tudi z malo nesreče ste izgubili vsaj točko. Ja, z igro sem zadovoljen, čeprav se nam zdaj že par tekem ponavlja, da nam v drugem polčasu zmanjkuje moči. To se je izkazalo tudi danes, gol smo dobili 2 minuti do konca. Stalo nas je točke, ampak gremo naprej, mi se borimo, vsako tekmo, iz tekme v tekmo gremo, da se borimo in kar nam da. Vemo, s katerimi ekipami naj bi iskali točke. Prva tekma je že naslednji teden proti Ajdovščini. Tam moramo iskati točke, če nam bo uspelo, lahko se nadajamo ostanka v ligi. Taktično ste dobro odigrali z nizko obrambo in hitrimi protinapadi, kar nekaj priložnosti ste si ustvarili. Mi igramo v prvi ligi, si ne moremo privoščiti, ker nas je premali igralci, si ne moremo privoščiti igranje odprte igre, da bi nasprotniki uparili, igramo zaprto in čakamo na protinapade. To se nam je do zdaj obrastovalo, vsako ekipo smo s to igro presenetili in upamo na presenečenje tudi naprej. Kaj ste videli od ekipe Puntarja? Puntar je mlada ekipa, dobro delajo, dobro trenirajo. Jaz mislim, da bojo v prihodnosti v vrhu, zdaj so že v vrhu, ampak mislim, da lahko naskakuje s to mlado ekipo prihodnosti tudi naslov državnega prvaka. Sedaj sledi derbi na Škofijah, odhajate neobremenjeni, ta zmaga sigurno pomeni velik plus v psihološkem smislu. Seveda, vsaka tekma je poglavje zase in na Škofije absolutno gremo po 3 točke, kajti potrebujemo jih krvavo za vrh. V 6. krogu bodo uporniki gostovali na Škofijah. Tekma v dvorani Burja bo v petek 7. oktobra ob 20:30. Za konec oddaje pa omenimo le še to, da na puntar.net pripravljamo novost. Kaj in kako pa boste več izvedeli v prihodnjih dneh. Zaenkrat pa dajmo puntar.